Za takšen športen avtomobil sem pa moral izbrati prav posebne lokacije. Ker tako leti, smo detajle posneli kar na letališču in ker je tako agresiven, sem prav na posebni zaviti cesti tukaj v gorah. Ampak še vedno mi ne gre v glavo, kako za vraga lahko RS po tovarniških podatkih porabi samo 3,6 litra dizla na 100 km. Enostavno, ker to ni RS, ampak Grand Tour DCi. Še sebe sem zavedel. In to samo po zaslugi tega spoilerja spredaj. Poglejte, kako nizek je. Moram prvo preveriti, če pri kakšnem drugem avtu. Tale bo v redu. Ja, mogoče ima tale samo kakšen centimeter manj. No, pri takšni zverini še zastopi. Tukaj pa to pomeni, da ga boste opraskali ali pa celo zlomili vsakič, ko boste pripeljali do pločnika. Ampak izgleda pa dobro. Tako kot tale Clio v celoti, na hitro sploh ne dobiš občutka, da gre za Grand Tour oziroma karavan. Zelo dinamično deluje vse skupaj, sploh v kombinaciji takšne privlačne barve in s paketom Look Chrome, ki stane le slabih 200 € in res doda veliko. In seveda še najpomembnejše, prtljažni prostor. Nakladalni rob je nizek, odprtina široka, prostor pa uporabno velik. In ker je od malega Clia tale daljši za dobrih 20 cm, je znotraj kar za polovico več prostora. Natanko 443 litrov je tukaj. Če ga povečate z laganjem naslonjal zadnje klopi, pa 1380. In še desni sedež se lahko zloži, pa gre vanj kar 2,48 metra dolg tovor, recimo skakalne smuči Robija Kranjca. Tudi znotraj se meni zelo dopade, sicer ni za tiste, ki vas motijo prstni odtisi, ker se tukaj vse pozna, evo se že povsod vidi prah, sicer pa vse skupaj lepo urejeno, materiali kljub temu, da so zelo plastični, so prijetni na otip, pa še take super fine preproge ima, ki stanejo 57 €. Najbolj od vsega pa mi je všeč tale sistem AirLink. Ni storitve, Air Sound Effect, tole morate, pa kaj bi vam govoril, tole morate slišati. 1,5 litrski dizelski motor tega Clia pač nima ravno hudega zvoka in ko se vozite po takšni fini cesti, si zaželite malo bolj žlahtnega rožljanja tamle spredaj. In tukaj je rešitev. Clio V6 ni problem. Gremo! 4000 vrtljajev, 70 na uro, odgole lepo rohni. Clio Cup. Starodobnik. O, lep bas. Neka električna, lebdeča zadeva. Motor. No, da ni tako fajn. Laguna Coupe. To je brez veze. Dobar, to je to. Fina zabava, ampak se boste verjetno naveličali po enem dnevu. Je pa dobra fora. No, iz uporabniškega vidika pa vas bo vseeno navdušil tale zaslon, ker ima 7 palcev, je svetel, zelo lepo odziven, prikazuje veliko informacij in ima prav prijetno grafiko, meni pa je preveden celo v slovenščino. Vožnja pričakovano odlična. Podvozje je udobno in čvrsto hkrati, tudi ostrih ovinkov se ne ustraši, vodljivost je zelo dobra in tudi občutek na volanu sploh ni slab. Celo motor me je tukaj navdušil, pa nisem ravno velik ljubitelj dizlov. Ni preglasen, zato velikost avtomobila je DCi 90 povsem dovolj zmogljiv, sploh pa porabi res malo goriva. Celo poseben indikator ima tukaj, ki kaže, kako ekonomično vozite, potovalni računalnik pa mi kaže celo pod 5 litrov. V resnici je le malo več, tako da se boste kar poceni vozili, če boste ob nakupu odšteli malo več za dizla. Z rednim popustom vas takšen Clio stane 16 300 € in meni se zdi tole bistveno boljši nakup od Capturja. Več prostora ima in bolje se pelje. Tako. V6.